Sedanja organiziranost Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja, ima svoje korenine v 90. letih prejšnjega stoletja, ko se je 10 invalidskih organizacij odločilo, da ustanovijo novo zvezo. Zveza kot krovna organizacija za šport invalidov v Republiki Sloveniji danes zastopa 2462 športnikov invalidov, ki nastopajo na nacionalnem in mednarodnem nivoju in dosegajo izjemne rezultate. Zveza za šport invalidov, Slovenski paralimpijski komite, skrbi za programe 12 paralimpijskih športov, 11 neparalimpijskih športov, 5 športov gluhih in 10 športov specialne olimpijade. Naslednje leto naša organizacija praznuje 60 let delovanja. Leto 2021 so globoko zaznamovale paralimpijske igre. Slovenija je na igrah nastopila 7-člansko odpravo, od tega so bili 3 debitanti, vseh 7 pa se je izkazalo. Pečat odpravi je vnovič dal parastrelec Franček Gorazd Tiršek, ki je osvojil 2 paralimpijski kolajni. Na zvezi pa svoje misli usmerjamo v zimo, saj bo prihodnje leto vnovič paralimpijsko. Peking bo 4. marca naprej gostil zimske paralimpijske igre. Odmeven rezultat bo tam lovil slovenski paraalpski smučar Jernej Slivnik. V letu 2021 smo bili in ostali del gibanja globalne kampanje We the 15, s katero opozarjamo na diskriminacijo ljudi z invalidnostmi, ki predstavljajo kar 15% svetovnega prebivalstva. S to kampanjo smo opozorili nase, hkrati pa napovedali odločen boj za večjo vidnost in vključenost invalidov v družbene kroge. Slovenska ambasadorja gibanja sta Nastja Fiolič in Tilen Ribnikar. Kampanji na globalni ravni se je pridružila Slovenija, bolje rečeno glavno mesto Ljubljana, tako da je bil Ljubljanski grad 19. avgusta zvečer obarvan vijolično. Pred paralimpijskimi igrami v Tokiu smo slovensko javnost z videom spodbudili k spremljanju paralimpijskih iger in navijanju za naše paralimpijce. Pod sloganom Športni duh ne izbira telesa pa je potekala tudi kampanja v revijah in na plakatnih mestih po Sloveniji. Glasbeno podlago za video je prispeval znan slovenski reper Trkaj, ki je v letu 2020 ustvaril himno za parašportnike. Ob vrhunskem parašportu zveza bdi nad izvajanjem državnih prvenstev, v zadnjih letih pa s številnimi akcijami in partnerji opozarja na prisotnost in aktivnost invalidov v družbi, tudi z organizacijo odmevnih mednarodnih tekmovanj. Zveza je tako leta 2017 gostila Evropsko prvenstvo v paranamiznem tenisu, leta 2018 pa še svetovno prvenstvo. Vrhunec pa so bile v letu 2021 sploh prve v zgodovini namizno-teniške kvalifikacije za paralimpijske igre v Tokiu. Zveza je danes doma in na tujem prepoznana kot izjemen organizacijski partner. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije, Slovenskem paralimpijskem komiteju, smo skupaj s svojim partnerjem Lidlom Slovenija zasnovali program Postani športnik, s katerim spodbujamo mlade invalide k vključevanju v šport. S programom želimo tudi spremeniti pogled na šport iz vidika mladih invalidov, ozaveščati javnost in posledično razbijati predsodke o vključevanju mladih invalidov v športne programe in pomagati ter spodbujati različna društva ter organizacije pri prilagoditvi programov za mlade invalide. Pomemben del programa je tudi povečanje nabora usposobljenih pedagogov, ki so vešči dela z otroki invalidi, in vzpostavljanje kakovostne baze ponudnikov športnih aktivnosti za mlade invalide. Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komite je tudi nosilec ideje in organizator paralimpijskega tabora za družine, ki že 3 leta poteka v Laškem. Otroci in starši na taboru dobijo možnost, da v kratkem času, nekaj dnevih, pod strokovnim vodstvom preizkusijo številne parašporte in najdejo nekaj zase. Hkrati pa je tabor tudi izjemno koristen za starše, ki si lahko med sabo in stroko izmenjajo izkušnje. Pomemben element pri ozaveščanju družbe so paralimpijski športni dnevi, na katerih predstavljamo parašporte in naše parašportnike. Sodelujemo pa tudi pri vseslovenskih športnih aktivnostih, kot so Slovenska bakla, Dan slovenskega športa, Olimpijski festival in tako dalje.